smo v tvojem razstavnem prostoru v Sevnici, kjer ravnokar gledamo Prekletstvo Tritona, sliko, ki je dobila nagrado na zelo uglednem art tekmovanju. Lahko malo več poveš o njej? Ja, v bistvu, ta slika je ena izmed teh del, ko mi je resnično pri srcu. Je prišla iz enih globin, iz čustev in zato mi tukaj veliko pomeni, da se je tudi v tujini prepoznala kot nekaj posebnega, da je dobila to nagrado. Je pa celotna slika izvira nekako tudi ne samo iz mojih emocionalnih nekih teh strugglov, problemov v prejšnjem odnosu, ampak tudi iz neke mitologije. In sicer Triton je bil v bistvu sin Pozejdona, torej Pozejdon, bog morja, in njegovo poslanstvo je bilo, da je prenašal sporočila med morjem in svetom. In tukaj v bistvu to vzamem kot morje je ženski aspekt, v tem spodnjem delu se skriva ženska figura, ki je zamrznjena v teh svojih čustvih noter, in je ta ledena plošča loči moško in žensko polovico, in moški, ki predstavlja nek ta svet, moška energija, je v bistvu zgoraj v zelo, zelo težki pozi. Še dobro, da sodelujem z baletniki, da lahko je prišlo do sploh do tega, da se lahko postavil v takšno pozo. In v bistvu, če vidite, kaj je kot ena taka ledena korenina in od odzadaj, v bistvu to predstavlja to bolečino čustev. In ko prebija njegovo koleno, kolena so naši temelji. In iz teh temeljev, če nimamo postavljeno to, je definitivno bolečina prisotna. Medtem ko ta korenina pa vstopa v ledvice in v srce, so pa definitivno čustva. In je v resnici eno uro tako povezava, ampak trpljenje, hkrati je pa njegov izraz čist, fokusiran, v trenutku prisoten, znotraj te zmrzjene jame. Hkrati pa lahko tudi vidite kot eno zanimivost, ker je tukaj hladno v spodaj, da se tudi ta rdeča droperija, ki postala taka zelenkasta, taka stropena zelena, da se vse, tudi njegova koža je taka hladna, medtem ko bolj, ko se odmakne, bolj je topla. Kot ena taka zanimivost. Ta slika ostaja tu ali kaj se bo zgodilo z njo? Ja, saj ne vem, ali mislim, zelo sem srečen. Sem navezan na to sliko, ki mi je res posebna, ampak v bistvu ta slika potuje. In zdaj gre zaradi te nagrade, gre v New York, čez 3 tedne približno. In jaz sem čisto navdušen, res. Je pa res prav zato, smo pa se odločili, da organiziramo skupaj z občino Sevnica na Sevniškem gradu. Bo zdaj od 1. maja pa do 16. maja bo razstavljena ta slika in se bo dal videti. Pa ne sem to, tudi jaz bom določene dneve, bom prisoten, da bom lahko se pogovarjal z ljudmi, ki bojo prišli pogledati to. Bo pa seveda vse zaščiteno, COVID, in se je treba prej najaviti, da bomo lahko, da ne bo preveč ljudi naenkrat. Kako zelo težko se ti je pa drugače posloviti od tvojih umetnin? Nekatere mi jih sploh ne dam. Nekatere so mi tako dragocene, da sem preprosto to želim, da ostane z mano. Medtem ko nekatere, kot je recimo ta, sem pa srečen, da potuje naprej, ker čutim, da je to za ljudi za naprej. In tudi to, da bo po vsej verjetnosti bo ostala v tujini. Torej je zdaj zadnja možnost, da se lahko vidi, zato povabimo vse, da pridete s 1. majem, da proslavimo to veselje. Je šla tudi že kakšna od tvojih slik v kakšne znane roke? Ja, v bistvu ena izmed najbolj poznanih rok zdaj je, slika, portret od Briana Rosea, ki je pa gospod, ki se poteguje za stol župana Londona. Torej s 6. majem bojo volitve takrat, tako da bomo videli, mogoče bo še v mestno hišo šel ta portret, tako da sem prav vesel. Koliko časa pa že ustvarjaš? Star sem 31 let in imam 26-letno kariero za sabo. Ja, s 5 leti sem v bistvu začel ustvarjati, oziroma takrat sem izrazil željo, da želim postati slikar. To so mi rekli, tako da v bistvu sem petek ustvarjal že, odkar sem lahko prijel svinčne korake pa barvice. Je to tudi v vaši družini ali si pač prvi, ki si? Imam zelo talentirano družino, sicer noben se ni odločil tako v take slikarske vode, recimo v ožjem delu, čeprav recimo bratranec od moje stare mame je bil poznan slikar v Mariboru,
Medtem ko klasična glasba je pa en zelo pomemben element. Tudi moj praded je bil virtuoz na harmoniki. On je bil prvi, ko je igral klasično glasbo na harmoniko in je potoval po celi Evropi. Tako da pa tudi, mislim, violine in vse to, tako da je bilo res klasična glasba zelo pomembna v naši družini. Si tudi kaj takega zavrtiš med tem, ko delaš, ali potrebuješ tišino? Konstantno. Glasba je skoraj vedno prisotna. Razen kdaj recimo izkoristim ta čas, ko slikam, da poslušam tudi kakšne podcaste ali pa seminarje ali pa kaj takega. Jaz veliko dam na to izobraževanje pa nadgradnjo samega sebe. To je en izmed ključnih pomenov, če želiš postati boljši, prodreti še bolj ven, rabi se konstantno nadgrajevati.